Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, cenjeni vsi, ki nas spremljate nadaljavo. V našem mestu je ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku še posebej svečano. Še nikoli se namreč ni zgodilo, da bi isto leto kar dva naša someščana prejela najvišji priznanji Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Sinoči pa je bila na državni proslavi Sandi v Červeku podeljena nagrada Prešernovega sklada in Feriju Lainščku Prešernova nagrada. Že pred leti sta oba ustvarjalca postala dobitnika tudi najvišje nagrade, ki jo podeljuje Mestna občina Murska Sobota, nagrade za vrhunske dosežke. Z letošnjim dobitnikom te najvišje občinske nagrade je po temeljnem področju delovanja umetnostne zgodovine povezan tudi nocojšnji slavnostni govornik dr. Janez Balažic. Spoštovani, letos je praznovanje slovenskega kulturnega praznika drugačno. Drugačno zato, ker smo pahnjeni v distopično projekcijo katastrofičnega, celo apokaliptičnega. Podobe distopičnega sveta, ki so v zadnjih desetletjih profetsko, torej pedagoško, naseljene v science fiction, znanstveno-fantastičnih in horror filmih, generično tičijo že v davnih izučilih zapisih, mitih, Bibliji, grško-rimski mitologiji, poganskih kultih in mitologijah. So seveda stalnica v zgodovini civilizacije. Malo ne od nastanka sveta. Človeško bivanje je razpeto med življenjem in smrtjo. Po freudovsko med erosom in tanatosom. Med dobrim in zlim. Med svetlobo in temo. Med izgubljenostjo v nepredstavljivih kozmičnih razsežnostih in spoznanjem lastne minljivosti. V očeh imam presunljivo lesorezno podobo štirih jezdecev apokalipse, kuge, vojne, lakote in smrti, delo velikega renesančnega mojstra Albrehta Dürerja iz leta 1498. Nasproti apokaliptičnega brezupa pa ikonografsko pomenljivi grafični list iz leta 1513, eden izmed njegovih velikih majsterštike, tako imenovanih mojstrskih rezov, ki upodablja viteza, smrt in hudiča. Drugačenje razkriva pokončnemu človeku lastno, torej v personifikaciji viteza, neomajno izražen pogum, odločenost, da v boju z vsem, kar človeku z vero v sebi stoji v življenju nasproti in zato zmaguje. Da pride skozi, da se v katarzično očisti, osvobodi. Tako da te distopične podobe generirajo neko svojsko, katarzično razsežnost. A hkrati, kot nas uči življenje, je nespregledljivo dejstvo, da so le začasen obet upanja in miru. Umetniki so preroki, katerih izvirna sporočila so kodirana v umetniško delo. Iz te vrste mora biti za to priložnost, kaže spomniti še na presunljivo, pravzaprav ikonsko podobo preroka, lesorez velikega ekspresionista Emila Noldeja iz leta 1912. V svoji črno-beli pojavnosti pravzaprav kriči petrificirani, okameneli pojavnosti v nemoči, v krču napoveduje strašno človeško tragedijo, ki 2 leti zatem v nepredstavljivem trpljenju prve svetovne vojne resnično prizadene človeštvo. Ljudje zato take podobe moramo nositi v sebi, saj so imperativ, velevnik, poziv k spoštovanju človeka vrednega in dostojanstvenega življenja. V tem smislu že dolgo ohranjam alegorično povedno noto o pogumu, ki ga v eskatološki igri, šahu, smrtjo mojstrsko upodablja igralec Max von Sydow v Bergmanovem filmu Sedmi pečat. Nepozabni kader kaže viteza Antoniusa Bloka, izkušenega križarja iz 12. stoletja, kako strumno jezdi skozi pokrajino, ko se nad njim visoko na nebu pojavi orel. Ta v skladu z Ezekijevo vizijo tetramorhov v krščanski ikonografiji predstavlja orla,
simbol Janeza Evangelista, pisca apokalipse oziroma razodetja. Slutljivi namig torej na odpiranje 7. pečata na konec sveta. Film so pričeli prikazovati leta 1957. Dobro desetletje po veliki kataklizmi, strahotni in apokaliptično s holokaustom zaznamovani drugi svetovni vojni. Pa vendarle, tedaj je svet zaživel v svojski katarzičnosti, očiščenju in človečanskem upanju, da se več nikoli ne bi zgodilo. Da se ne bi nikoli zgodilo. Če ravno vem, da film, ne glede na eskatološko imaginacijo, torej na dokončno imaginacijo, preveva svojevrstna katarzičnost, pa je njegova nesporno spoznavna moč v tem, kako vizionarska so umetniška dela. Ingmar Bergman nas v času povojne katarzičnosti ne pušča v iluzijah, previdih, da bo človeštvo poslej osvobojeno apokaliptičnega. Življenje in smrt sta par. Ne kaže se delati utvar, biti nečimeren. Vse je, kot pravi biblični pridigar, vanitas vanitatum et omnia vanitas. Nečimernost, čez nečimernost, vse je nečimernost. V skrajnosti, v nenehnem dvomu in preizpraševanjih, v eksistenčni in egzistencialni nuji, pač od nekod in od nekdaj, vznemirljivo čutežno, vznikajo veliki duhovi, zmožni ostre, jasne presoje in uvida teže vsakokratnega stanja duha. Vsakakor to velja tudi za letošnjega laureata, nagrajenca za kulturo Mestne občine Murska Sobota, umetnostnega zgodovinarja in filozofa, kolego doktorja Roberta Inkofa. Njegov opus je obsežen in presežen. Presežen ne zgolj zato, ker je redoma, poglobljeno in znanstveno utemeljeno pisal in seveda piše o sodobni pomurski ter slovenski umetnosti, marveč zaradi njegove izjemne diskurzivne pronicljivosti, ki v mnogočem upravičeno priglašuje na slovenske po večini preozka, umetno-zgodovinsko konzervativna in interpretativno nezadostna formalno in analitična pisanja. Njegov opus magnum, razstava in predvsem monografija osamljenosti izpred 2 let, to zagotovo zgledno dokazujeta. Robert Inkov, če parafraziramo misel umetnostnega zgodovinarja in kritika Julia Karla Argana, s svojim delom in pisanjem likovne umetnine prevaja in uvršča v razred kulturnih dobrin. Človeška potreba po osmislitvi se rojeva z ustvarjalnim mišljenjem vred, a se legitimira samo s poglobljenim, raziskovalnim, ustvarjalnim in umetniško polnokrvnim delom. Rezultira torej v delih, opusih, ki razodevajo človekovo izvirno kreativno potenco, pri čemer je conditio sine qua non, pogoj brez katerega pač ni, in ne gre, vztrajanje pri visokih etičnih standardih lastnega početja. Samo takšna stvaritev v vsej svoji formalni in izpovedno duhovni kompleksnosti zadosti visoki normi človekovega bivanja. Tak modus vivendi, način življenja, to početje je mogoče samo skrajno domišljenimi prijemi, podvrženimi nenehnemu samoizpraševanju, dvomom. Tako da drži, dvom je absolutno gibalo. Temo, tako menim, se ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku zapisuje to rojaka, Sobočanca, pisatelj in pesnik Feri Lainšček, osrednji slovenski Prešernov nagrajenec in akademski slikar Sandi Červek, nagrajenec Prešernovega sklada. Oba se svojim obsežnim delom, umetniško zavezujočima opusoma, zaradi zgledne etične drže, razpoznavne literarne in likovne govorice ter prezence, za venomer vpisujeta v zakladnico slovenske in univerzalne umetnosti. Izjemna umetnika, moja prijatelja in naša sodobnika. Feri Lainšček in Sandi Červek sta drugačna. Vse skozi. V njun umetniški kredo in kreativno magijo se nikdar ni priplazilo podpovprečno, mediokritetno, pretlehno provincionalno, nasprotno, v desetletjih vztrajnega, ustvarjalno raziskovalnega dela sta izoblikovala neizmerno vreden umetniški opus in v časi štejem, da sem njun prijatelj in sodobnik. Naj vsem,
na koncu v mislih na dragocene opuse lavreatov zaželim pristne moči za sprejemanje, razumevanje, branje, observiranje oziroma opazovanje duhovno presežnega. Kajti iz te moči se budi in krepi upanje za človeka vredno in spoznavno privzdignjeno osebnostno rast. Hvala lepa. Spoštovani, naneslo je tako, da je delovanje oziroma ustvarjanje prvih 3 letošnjih nagrajencev usmerjeno v kreativni dialog predvsem z mladimi. Prepričljivo, z veliko vedenja in zavzetosti nagovarjajo najmlajšo in mlado populacijo, ter jo vabijo k spoznavanju in ustvarjanju, pa tudi kritičnemu vrednotenju navdušujočih svetov literature, glasbe in plesa. Prva med njimi, ki prejme priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo na področju kulture, je Vida Bukvič. Vida Bukvič je že 40 let predmetna učiteljica športne vzgoje, skoraj vsa zadnja 30 let je zaposlena na Osnovni šoli 2 Murska Sobota. Domala vso poklicno kariero je svoje osnovno poslanstvo dopolnjevala s kreativnim delom, ki presega zgolj merljive kazalnike motorične učinkovitosti otrok oziroma učencev. Tovrstno prizadevanje je v pedagoškem poklicu sicer zaželeno, nikakor pa ni obvezno. Njen ustvarjalni nemir je svoj izraz iskal v gibanju, presegajočem rezultatsko naravnanost. Nekje tam, kjer postane ustvarjalno sredstvo in področje neizčrpne imaginacije. Prav tu pa je usidrana osnovna definicija plesa, ki se dotika tudi gledališča. Prav v zadnjih nekaj letih je njena kreativnost doživela še poseben razcvet in rezultirala v 2 tudi v širši javnosti odmevnih dogodkih. V obeh primerih je šlo za plesno-glasbeni predstavi, otroška muzikala, ki sta angažirala veliko število otrok, pa tudi sodelavcev. Predstava Ledeno kraljestvo je bila z nekaj ponovitvami odigrana v gledališču Park, predstava 100 Dalmatincev pa je bila osrednji dogodek slovesnosti ob 100. obletnici Osnovne šole 2. Gre za kulturne dogodke, ki zahtevajo velik kreativni vložek. Vida je ob idejni zasnovi predstav in njihovi realizaciji, torej scenariju, izboru glasbe, ustvarjanju koreografij in njihovem nizanju v smiselno pripoved, vedno znova prevzela tudi oblikovanje vizualne podobe, torej tudi scenografija in kostumografijo. Obenem je ustvarjanje otroških predstav tudi velik organizacijski zalogaj, ki zahteva visoko motiviranost vseh sodelujočih. Očitno se je Vida Bukvič pri svojih projektih znala na pravi način približati otrokom in ustvariti takšno sproščeno delovno okolje, v katerem so lahko s skupnimi napori, a tudi radostjo ustvarjanja, prišli do odličnih rezultatov. Vse 4 nagrade bo podelil župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Hvala lepa. Hvala lepa. Priznanje za uspešno delo na področju kulture prejme tudi Društvo za humanistična vprašanja Argo. Oko besede je literarni festival, ki tradicionalno poteka v Murski Soboti že 25 let. Na njem se zberejo pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, učitelji, literarni teoretiki, raziskovalci, bibliotekarji in založniki.
Festival je nastal leta 1995 na pobudo založbe Franz Franz, od leta 2016 pa ga organizira Argo, Društvo za humanistična vprašanja. Organizatorji srečanja so Norma Bale, Simona Cizar, redna profesorica dr. Dragica Haramija, Franci Just, pomurski akademik Feri Lainšček, Vesna Radovanovič in Darka Tancer-Kajnih. Oko besede je eden tistih dogodkov, ki poskuša spodbuditi mlade in odrasle bralce k branju kakovostne domače literature. Stalnica festivala so podelitve večernice, nagrade za najboljše slovensko mladinsko delo, ki je šlo preteklo leto, nastopi avtorjev v vzgojno-izobraževalnih institucijah v Pomurju. V letih od 1995 do 2019 so literarne matineje potekale v 31 zavodih, nastopilo je čez 40 avtorjev, prisostvovalo jim je preko 30.000 otrok, učencev in dijakov. Razstava Večerničina literarna bera ter literarna popotovanja in simpoziji, ki obravnavajo aktualna vprašanja mladinske književnosti. Festival Oko besede ima svojo spletno stran z zbranimi informacijami o aktualnih dogodkih in z arhivskim gradivom, posebno dragocene pa so tudi festivalske knjižice, ki jih ureja Franci Just, se je v gradivu zabeleženo vsakoletno dogajanje. Murska Sobota v času festivala Oko besede postane literarno mesto otroške in mladinske književnosti, mesto burnih razprav, literarnih dogodkov in podelitve večernice. Postane mesto spominjanj na vse avtorice in avtorje, ki so prihajali v to ravnico ali so živeli v tem koncu Slovenije. Murska Sobota postane mesto vseh, ki prihajajo na Oko besede in ga soustvarjajo. Priznanje bo v imenu Društva za humanistična vprašanja Argo prevzela njegova predsednica, gospa Simona Cizar. Hvala. Plaketo mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih 2 letih prejme magister Tomi Bušinovski. Tomi Bušinovski je leta 2004 zaključil študij germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 6 let kasneje pa še študij glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Znanstveni naziv magister didaktike nemščine pa je s podiplomskim študijem pridobil leta 2016. S krajšimi presledki je torej Tomi Bušinovski intenzivnemu izobraževanju posvetil skoraj 15 let, kar priča o izredno vedoželjni naravi, ki se nenehno napaja z novimi vedenji. Ta sama po sebi seveda ne bi imela tolikšne vrednosti, če jih ne bi uspešno prenašal v svoje poklicno okolje, bodisi kot učitelj nemškega jezika na osnovni šoli Črenšovci ali kot profesor glasbe na soboški gimnaziji. Predvsem gimnazija je Tomiju ponudila številne ustvarjalne izzive, ki so daleč presegali zgolj pouk glasbene vzgoje in so se najbolj intenzivirali prav v zadnjih 2 letih. Leta 2019 je namreč gimnazija Murska Sobota praznovala 100 let svojega obstoja in Tomija Bušinovskega so imenovali za koordinatorja 40 dogodkov, ki so se odvijali skozi jubilejno leto. Med njimi je bilo kar nekaj takšnih, pri katerih je zelo aktivno sodeloval, na primer okrogla miza o umetnosti v pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, kavarniški večer poezije in pesmi v dvorani Mika v Soboškem gradu, kiparska kolonija, ki je združevala profesionalne umetnike in dijake, ter organizacijsko še posebej velik zalogaj srečanje generacij v prostorih gimnazije.
Kreativno pa sta ga ob vsem naštetem gotovo najbolj zaposlovala predvsem dva dogodka. V prvem primeru je bil mentor dijaškega muzikala Poletiva na Luno, za katerega je ustanovil in vodil dijaški orkester ter bdel nad izvedbo, v drugem primeru pa je šlo za soavtorstvo slavnostne akademije, predvsem njenega glasbenega dela, ponovno z dijaškim orkestrom ter posameznimi vokalnimi in instrumentalnimi izvajalci, s katero se je izteklo jubilejno leto Soboške gimnazije. Pri vseh omenjenih nalogah so mu gotovo pomagale mnogoletne izkušnje mentorja kulturnih mladinskih poletij, mednarodnega gledališkega projekta občine Ingolstadt, pri katerem sodeluje od samih začetkov leta 2012, ko je bila k pomembnemu multikulturnemu dialogu povabljena tudi mestna občina Murska Sobota kot partnersko mesto. Pri tem ne mislimo le na obvladovanje čisto strokovnih veščin, temveč predvsem Tomijevo vztrajno kultiviranje že tako prisotne odprtosti v kreativni dialog z mladimi, ki ga ti v zelo pomembnem času formiranja še kako potrebujejo in so zanj vedno znova hvaležni. Čestitke. Hvala lepa. Najvišjo nagrado mestne občine Murska Sobota, nagrado za vrhunske dosežke, prejme dr. Robert Inhof. Dr. Robert Inhof, umetnostni zgodovinar, filozof, muzejski svetnik in direktor Galerije Murska Sobota, je v letu 2019 napisal monografijo z naslovom Osamljenosti, izrazite snobe v prekmurski likovni umetnosti, izbor iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota. V obsežni strokovni študiji, ki obsega 297 strani, je predstavil svojevrsten in izviren pogled na likovno umetnost v Prekmurju zadnjih 50 let. Tesnoba, horizont, osamljenost in melanholija so skupni imenovalec njegove knjige. Tudi dela 13 prekmurskih avtorjev, ki jih je predstavil v omenjeni knjigi, je izbral po navedenih značilnostih in s tem zajel domala vse likovne ustvarjalce, ki izhajajo iz tega geografskega prostora. Knjiga pa ni edinstvena samo zaradi odličnega strokovnega teksta, napisanega v obče razumljivem jeziku, ampak tudi zaradi samega koncepta monografije. Avtor bralca ob že znanih dejstvih o likovni umetnosti v Prekmurju spretno popelje do svojih razmišljanj in pogledov na likovno umetnost, ki nastaja v Prekmurju zadnjih 50 letij, še posebej analitično pa v posamičnih študijah predstavi dela vsakega izmed 13 izbranih avtorjev na razstavi. Monografija je bila 24. oktobra 2019 predstavljena na množično obiskani javni predstavitvi v Galeriji Murska Sobota, kjer so si lahko obiskovalci že ogledovali razstavo del, ki jih knjiga obravnava. Razstava v Galeriji Murska Sobota, ki jo je pripravil dr. Robert Inhof s sodelavci iz Galerije Murska Sobota, je bila na ogled med 3. oktobrom 2019 in 23. januarjem 2020 in je izredno premišljeno predstavljala razstavni vrhunec v jubilejnem letu 2019, ko smo obeleževali 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V letu 2020 je sledilo gostovanje omenjene razstave v eminentnih prostorih Kostanjeviške galerije Božidar Jakac na Dolenjskem, in to od 29. maja do 16. avgusta, ter tudi v Pilonovi galeriji v Ajdovščini med 19. junijem in 30. avgustom 2020. Razstava v vseh 3 terminih in na vseh galerijskih lokacijah je bila zelo odmevna v širšem slovenskem prostoru, saj je bilo namenjeno veliko laične, strokovne kot tudi medijske pozornosti. Šlo je za resnično poglobljeno, vsestransko in najodmevnejšo predstavitev likovne umetnosti v Prekmurju do sedaj, ki je predstavljala tudi eno izmed izhodišč za dokumentarni film Platforma Pot do horizonta avtorice Saše Šavel Burkart,
ki so ga z več ponovitvami predvajali na televiziji Slovenija v letih 2019 in 2020. Ob vsem je gotovo pomembno še dejstvo, da so vsa razstavljena dela last galerije Murska Sobota in sodijo v njeno stalno zbirko, kar je odraz skrbi za ohranjanje premične dediščine. Ta je naše skupno dobro, tega nihče ne bo nesel ne domov, ne kam drugam. Stalna zbirka ostaja tukaj v našem mestu in pokrajini kot zapuščina prihodnjim rodovom, ki jim bo pričala o izvrstni likovni dejavnosti v določenem času in prostoru. Portret nagrajenca zaključujemo z njegovimi mislimi, ki so se porodile v pogovoru z Majo Kač za spletno stran časopisa Delo. Namen razstave in monografije Osamljenosti, izrazi tesnobe v prekmurski likovni umetnosti, izbor iz stalne zbirke galerije Murska Sobota torej ni bil pokazati, da je likovna umetnost v Prekmurju nekaj eksotičnega in povsem drugačnega, kot je v drugih delih Slovenije, temveč ravno to, da ni nič drugačna, manj kakovostna in manj izvirna, kakor je to vizualna umetnost, ki jo srečamo drugod po Sloveniji, in da lahko ta dela brez najmanjše zadrege pokažemo komurkoli in kadarkoli. Ni vse, kar je zunaj Prekmurja, tako nedosegljivo in toliko boljše, kakor si to včasih radi domišljamo. Praznovanje stoletnice je minilo, mi pa še vedno opozarjamo na nemajhen prispevek likovnih umetnikov, ki izhajajo iz Prekmurja k splošni slovenski likovni kulturi. S tem opozarjamo, da smo tako v dobrem, kakor tudi slabem, del Slovenije in slovenske kulture. Iskrene čestitke, Spoštovani nagrajenke in nagrajenci, gledalke in gledalci, slovesnost Mestne občine Murska Sobota ob slovenskem kulturnem prazniku nadaljujemo z glasbo. Tokrat je z nami Samo Budna, pevec in instrumentalist iz Ljutomera, ki na slovenski glasbeni sceni vztraja že več kot 25 let. Bodisi kot dolgoletni sodelavec Vlada Kreslina, soustanovitelj Marko Bande, nekdanji vodja zasedbe Posodi mi Jurja ali zadnja leta kot frontman skupine Samo Budna in band. Danes sta z njim pianist Dejan Berden in Daniel Bogataj na violini in mandolini. Se proč, lahko da vidim oči, lahko da jih prime slabo noč. Nočem, da me je strah, nočem, da mi ne gre. Mogoče vidim luči, lahko da jih prine slabo noč. Prine slabo noč. Malo je tega do zdaj, malo, premalo moči. Redko te vidim še kdaj, a lahko se zgodi, a lahko se zgodi.
v sanjah prespi. Kdo te tam drži, lahko da te prine slabo noč. Nočem, da ti ne gre, nočem, da se zgubiš in da odnese te noč. Odnese te noč. Lahko se zgodi. Malo je tega do zdaj, malo, premalo moči. Redko te vidim še kdaj, a lahko se zgodi. A lahko se zgodi. Kje vse sva pustila sledi, kaj v sanjah morda bo živelo, kaj v srcu počasi bledi. Ljubezen kot ptica po zimi, na novo spet čaka pomlad. Jaz hodim še zmeraj brez cilja, saj malo imam te še rad. Čez mesto na hrtu jo nosi in upam, da spet boš prišla. In upam, da spet boš prišla. Kaj se bo ostalo za zmeraj, ostalo bo kakor smeti. Kaj vrne morda se čez leta, kot roža, ki znova cveti. Ljubezen kot ptica po zimi, na novo spet čaka pomlad. Jaz hodim še zmeraj brez cilja, saj malo imam te še rad. Vidim te včasih na trgu, ki zjutraj je prazen in tih. Zdi se mi večkrat ob glasbi,
Dan najn ukradeni stil. Zidal sem sončno tišo, tisoče oken ima. Čez mesto na hrbtu jo nosim in upam, da spet boš prišla. In upam, da spet boš prišla. Spremljajo korak, žalostne so zvezde, ko se mi ne spi. Mesec moj zaveznik ve za vse poti, ve za vse poti. Občutek za človeka z vinom se budi, prej nejasne misli, zdaj so jasne mi. Tam na nebu zvezde puščajo sledi, tam na nebu zvezde kakšna odleti. Glej, kako leti. Glej, glej, kako leti. In če kdaj to se večkrat zgodi, manj je več, kot se zdi. In če kdaj bi zamenjal obraz, ne bi menjal oči, manj je več, kot se zdi. Dan je za večino krogla brez zavor, noče več počasi le še višje gor. In žarijo zvezde v glavah jim zvoni, svetijo se čela, talec se blešči. Hej, 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 kje si? Malo za človeka, malo za srce, le zbrane maske odrni za vse. Tam na nebu zvezde puščajo sledi, tam na nebu zvezde kakšna odleti. Glej, kako leti. Glej, glej, kako leti. In če kdaj to se večkrat zgodi, manj je več, kot se zdi. In če kdaj bi zamenjal obraz, ne bi menjal oči, manj je več, kot se zdi. In če kdaj to se večkrat
oči, manj je več kot se zdi. Spoštovani, če bi bilo vse kot v dobrih starih časih, bi vas v imenu župana Mestne občine Murska Sobota, doktorja Aleksandra Jevška, povabila, da skupaj nazdravimo letošnjim nagrajencem. A naša stvarnost je, kakršna je. Zato le še enkrat čestitke vsem nagrajencem in nasvidenje v boljših časih, ki zagotovo pridejo.